Pred 21 leti je bila občina izjemno v slabem stanju, seveda najprej politično, ker je bila popolnoma nesodelovanje, prejšnji župan celo ni imel večine v občinskem svetu, prav tako je bila infrastruktura izjemno v slabem stanju, predvsem pa kaj je bilo največji problem, pa sploh ni bilo nekega razvojnih sredstev, približno 1,5 milijona evrov smo imeli sredstev za vse investicije, kar je 10-krat manj, kot je letos v enem letu. Ključno seveda je bilo v tem, da enostavno nekih dodatnih sredstev ni bilo, zato je bilo moja prva naloga, da pridobimo dodatna sredstva, potem pa seveda lahko tudi bistveno lažje izvajamo programe. Tako smo v tem času pridobili sredstva od JEK-a, od MORS-a, prav tako evropska sredstva od Evropske komisije in pa seveda tudi še ostala državna sredstva, zato tudi danes lahko bistveno več na letni ravni investiramo. Seveda s tem pa nam ostane več sredstva tudi za delovanje ostalih društev in pa vsega. Zato je bilo potrebno seveda najprej vzpostaviti ekipo, ki je temu primerno usposobljena in lahko rečem, da danes res smo med tistimi občinami, ki smo potem pridobivali sredstva na različnih področjih med boljšimi. Seveda, pomembno pa bilo tudi vzpostaviti zaupanje znotraj občinskega sveta, kar sem jaz župan več nimamo v opoziciji in pa poziciji, predvsem si vse funkcije delimo in pa odbore glede na volilni rezultat, kar pomeni, da nismo nobenega nikoli izključevali in to je prineslo tudi neko stabilnost. In lahko rečem, da po 21 leti sem ponosen, da je bil proračun sprejet soglasno, kar je verjetno danes v tej naši državi redkost. To pa je tudi osnova, da lahko načrtujemo stvari za naprej in pa zelo pomembno je, da občina stabilno funkcionira, da nismo prezadolženi in da imamo razvojni denar. Zaradi tega bojo tudi v letošnjem letu se začele kar pomembne investicije, kot je osnovna šola Rtiče, ki bo sigurno več kot 10 milijonov. Poleg tega začnemo tudi z parkiriščem. Odkupili smo tudi določene stavbe, ki smo jih prenovili. V letošnjem letu načrtujemo predvsem dom obrtnikov, vemo, da načrtujemo tudi gradnjo doma v Cerkljah ob Krki in pa še kar veliko investicij po vseh krajevnih skupnosti. Seveda, pomembno pri vsem tem pa je dobra ekipa, ki jo imamo ustvarjeno v občinski upravi, ki je kos vsem tem izzivom. Kot sem povedal, da znajo projekte pripraviti, jih prijaviti, potem izvesti in pa na koncu seveda zelo pomembno, da tudi izvajamo poročanje, kajti brez tega ni na koncu tudi realizacije. Mogoče kaj več res o tem Rtičah kot največji investiciji? No, letos se v Rtičah začnejo res velike investicije. Prvo je osnovna šola. V tem trenutku v petek naj bi bilo odpiranje ponudb, tako da upam, da bojo prišle cene ponudbe ustrezne. Vrednost bo seveda čez 10 milijonov, treba povedati seveda tudi veliki logističen težava, saj bo treba preko 200, skoraj okoli 200 otrokov razseliti po občini. Tako smo pripravili 3 nadomestne lokacije, eno je v Varnem Selu, drugo je v Sromljem, tretja pa je v Dobovi za večjo skupino, ki mora imeti tudi te razne nivojske poklice. Poleg tega pa se v letošnjem Rtiče še začne delati tudi kanalizacija in pa dela se tudi kar precejšnja investicija urejanje pločnika in pa ceste v Dečnem Selu, s tem pa, da seveda v Varnem Selu, ko smo naredili večnamenski dom, bo tudi ta ostal potem za krajane. 10 milijonov to vključuje tudi urejanje nadomestnih prostorov? Ne, za nadomestne prostore smo že zagotovili okoli 500 tisoč evrov. Se pravi, na čelu občine želite ostati četrt stoletja, ne? No, to je res tak en veliki izziv, kar se tiče seveda moje nadaljnje kandidature, nekako v pogovoru z marsikaterimi, tako podjetniki kot tudi ostalimi ljudi smatrajo, da za stabilnost občine bi bila največja garancija še moja ena izvolitev. Zato sem tudi nekako, glede na to, da še imam 4 leta do 67 leta, kar naj bi bil po novem pogoj za penzijo,
se odločil, da imam še dosti izzivov, da imamo dobro ekipo in da glede na to, da kandidiram s podpisom in podporo občanov, če mi bojo podporo občani dali v jesen, bom še enkrat kandidiral.